Pozdravljeni. Lep dan vam želim. Danes si bomo pogledali dinamičen duo, se pravi seminar o zakonu. To je tretji del in sporočilo današnje bo osredotočen na njo. Torej, moški, danes bomo se pogovarjali in o tem, kaj ženska potrebuje, vam to lahko najbolje pove ženska. In molim, da bo Bog pomagal, da lahko povem in da boste razumeli, kaj vaša žena potrebuje, da bi lahko postala dinamičen duo. Zakon. To, kar želite, da tudi vaš zakon je. Jaz svoje misli jemljem iz 1. Petrove 3:7, kjer piše: možom, možje, takisto živite z ženami svojim po spoznanju, kakor slabšo posodo, in jih dajte čast, ker so tudi sodednice milosti življenja. Kot Božji otrok se morate vi naučiti Božje perspektive, kako ravnati s vašo ženo. In Bog vam bo dal modrost, kako to dejansko se soočati s pravimi potrebami in narediti težke stvari, da bi se lahko vaša žena ponovno zaljubila in se globje zaljubila. Seveda si to tudi vsi želimo. Prvo si poglejmo tipičen zakon in poglejmo si življenje, kjer se koncentrirajo ljudje sami na se. Zapomnite, spoznamo jih po sadovih. Torej, ali smo samo kristjani po imenu ali pravi kristjani. Sedaj bom govorila o Billu in njegovi ženi Barbari, ker sta se otujila, ker on nje ni razumel. Tako kot to besedilo piše. Niti je ni dal spoštovanja. Kako to zgleda? Barbara je imela afero z drugim moškim, Frankom. Bill je bil seveda besen, absolutno besen na Barbaro. In se s tem pogovarjal o Jimu. Jim pa je na to govoril z Barbaro. Barbara, zakaj si to naredila s Frankom? Pa se je Bill veliko boljši človek kot pa Frank. In ona je se odzvala. Jim je preprost. Frank me ljubi, razume me, skrbi za mene. Bill pa tega ne počne. Zelo preprosto. Frank jo je razumel. Pogovarjal se je z mano, poslušal me je in tudi dejansko me sliši, kaj govorim, in razume me. Poskuša me razumeti. Vse te reči. Morda ne vseh, ampak vsaj poskušaš. In zanima ga, kaj mislim. Pokliče me, skrbi za moje potrebe. Ko jaz pokličem njega, je on dosegljiv. In zanima ga. In spusti vse iz rok, ker hoče poslušati mene. Ve, kako se počutim, simpatizira z mano in predvsem verjame mi. Veruje vse, kar pravim, moje srčne težave in tudi sladke stvari mi govori. In tudi mnogo malih reči mi daje, malo reči počne in s tem me osrečuje. In pravi mi, da sem lepa. In jaz mu verjamem, ker so njegova dejanja enačijo z njegovimi besedami. Bill na drugi strani ne razumi mene, Jim. On mi ne da niti časa v svojem dnevu, samo napota sem. Zadnja sem njegovi prioritetni listi. Vsi ostali so bolj pomembni, samo ne jaz. Ko ga pokličem, ni dosegljiv. Pozabi me poklicati nazaj. Ko mu govorim nekaj, kar se je zgodilo in mi je pomembno, ne posluša ali pa je kje druge in me izklopi. Ali pa naredi to. Njegove potrebe so edine potrebe v našem gospodinstvu. Moje pa so nepomembne. Jaz sem Billova pomočnica, kuham, pospravljam, hrano delam, skrbim za njega. Vendar jaz sem Billu samo prikladna. Veste, kako je, če si nekomu samo prikladen, pa jim v bistvu ni mar za vas osebno? No, tako se počutim pri Billu. Nimam vrednosti. Bill tudi mi govori stvari, ki bolijo. Naprimer, prihajam v posteljo, lahko ugasneš luč. Grda si, nočem te videti.
kaj to dela z ženski? In jaz naj bi ljubila in cenila dejstvo, da me on finančno podpira. Ampak Barbara je Jimu rekla, Frank te ne more podpirati finančno. In povrh vsega je debel in neprivlačen. Jaz se počutim varno, ljubljeno. Počutiti se vredno je zelo pomembna reč za žensko. Varno se počutim v Frankovih sočutjih, ljubeznive stvari si misli o meni. Na drugi strani pa nasprotno pri Billu. Se počutim nevarno, brez prijaznosti in skrbi. Torej, če bi živeli s Frankom, bi tudi on imel svoje pomanjkljivosti. To vem, ampak sem dragocena oseba, ko sem s Frankom. Z Billom pa se počutim tako oropana ljubezni, žalostna, sama in v notranjosti me boli, ker imam toliko dokazov, da mu ni mar do mene. Lahko greste skozi karkoli v življenju. Če pa čutite, da nekdo resnično skrbi za vas in da imate nekoga, da gre z vami čez to, bi riskirala tudi svoj ugled. Pravo ljubeznost, prijaznost in iskreno skrb od Franka. Bi lahko spet ljubila Billa, Barbara, če bi se spremenil? Ja, težko vprašanje. Lahko bi. Nekoč sem bila zaljubljena v njega in spet bi se lahko zaljubila v njega. Ampak poslušaj, Billa ne zanima Bog ali slediti Bogu, sicer govori o krščanskih načelih in kakšen bi moral biti naš značaj, ampak on tega ne živi. To so samo besede ali pa ni sadu. On ne išče Boga, samo izdaja se za Boga, sicer pa hodi po svetu kot posvetnež. Samo nas je gleda. Ne predstavljam se, da bi on kakorkoli lahko prišel do Boga. Vsa ta leta čakam, da bi se to zgodilo. Pa se še ni zgodilo. Hrepenim, da bi bila ljubljena. Predvsem pa hrepenim, da bi me Bill cenil. Ampak tega ne vidim kot ena možna resničnost. To je problem. To je življenje, ki se vrti samo okoli sebe. In vidite sad tega. Bill je izgubil Barbarin srce. In to so bili le majhni koraki navzdol in navzdol, dokler ni več ostalo ničesar. Ali lahko Bog vas naredi v moškega, za kakršnega vas je Bog postavil, da ste svoj žena? Ja, da. In še enkrat da. Torej, poglejmo si še enkrat življenje, kjer Bog vodi življenje, ki producira dinamičen duo, kjer sta oba dva počutita ljubljena. Jaz bom sicer govorila samo moškem, ampak želim, da vidite dve osnovni načeli. Dve zapovedi, če bi tako rekli, če bi vse stisnili v eno, in to je, da ljubite Boga, da je Bog glava, odgovorni ste Bogu za to, kar govorite, kaj mislite in kaj delate. In Bog želi, da se postavite pod Boga, številka 1, in drugijo, želi, da ljubite svojega bližnjega, sočloveka. Torej želi, da ljubite svojo ženo tako, kot je Jezus ljubil. Kakor Jezus ljubi vas in vam odpušča, je prijazen, tudi ko naredite narobe. Ali vi ravnate svojo ženo tako? Če ne, potem vas Bog lahko vodi v to izkušnjo svojo nad njegovo božansko močjo. Bog vam mora postati vodilo in svojo ženo morate narediti za prioriteto, ker potrebujete božansko moč, da bi lahko z vašimi človeškimi napori se to zgodilo. Ker sam sebe ne moremo podrediti, ampak Jezus Kristus to lahko naredi in on lahko nadomesti tisto, kar je narobe, s tistim, kar je prav. Če ste dovolj senzibilni do vpliva Svetega Duha, da poslušate, da naredite to, kar prej niste. Morda niste tako ekstremni kot Bill, ampak poslušajte. Želim, da vidite 9 praks, če jih uporabite in spravite v svoje življenje, v svoj zakon, v Kristusu, ne v sebi, ne samo z voljo, ampak v Kristusu, kjer sodeluje tudi božanska moč, kjer božanska moč nas na novo stvori. Torej, ženska želi biti cenjena, ljubljena. Kaj to pomeni? Kako to zgleda? Kot prvo, Bill ni cenil Barbare.
Ste videli to v ilustraciji in zato jo je izgubil. Ceniti svojo ženo pomeni, da jo ljubite, da jo občudujete, da jo poslušate in gledate z očmi in jo čutite s svojim duhom okoli vas. Dragocena je za vas, moški. Govoriti morate. Če želite, da bi vas slišali, ji morate povedati to jasno, povedati na glas. Če samo mislite, govorite in Bog vam bo dal pogum in besede, pa če tudi vas je malo sram. Vaši ženi je to nimar. Bodite prijazni. Rečite, prosim, hvala, ljubim te, najboljša si. Pokažite svojo skrb in pripravljenost pomagati. Govorite besede potrditve. Zelo dobra si v tem. Kaj bi jaz naredil brez tebe? Zelo si dragocena. Pokažite ljubezen in spoštovanje. In seveda poskrbite, zaščitnik, vsaka ženska je rada zaščitena. Bodite kakor Kristus v besedah in dejanjih. Filtrirajte vse skozi Boga. Bog, kaj naj storim? In Bog, ki komunicira, vam bom povedal, želi, da ste njen sopotnik. Želi biti pod vašimi perutmi. Želi biti dragocena, varovana in v veselju pri vas. Ko pa gledamo na Billa, on je bil ravno nasprotno od tega, kar sem opisala. Zmerjajo je, rekel je, da je grda in rekel je, da ni nič vredna na mnogo načinov. Bill se je tako vrtel okoli samega sebe, ker ga je vodil njegov jaz, kaj on hoče, kaj on vidi, kaj želi, potrebuje, da je ona bila izven računice. In Bog je pa želel, da bi vstopil v vas in ponovno postavil njo v računico. Bill je rekel, da on skrbi za njo, kot da je morda celo je tako. Ampak vse ostalo pa manjka, da bi bila cenjena. To je potrebno. Brez pomena je, če je samo oskrba. Billove besede so bile tako rekoč ubijalci ljubezni. Bile so omalovažujoče, ponižujoče, kritizerske, pritoževanje. Nikoli ni nič naredila prav. Vaša žena potrebuje oprijemljiv dokaze v vaših ušesih, očeh, da ve, da je ljubljena in zaželjena. Naj vam prikažem. Moj Jim, midva sva se srečala pri 17. In Bog je deloval preko Jima in Bog je, da me more privabiti ven. In to je storil s tem, da me je cenil. Kako je to storil? Naj vam opišem. Jim je kot prvo bil se zanimal za to, kaj razmišljam. Zakaj je to bilo tako meni pomembno? Rekel je, dobro razmišljaš. Meni je bilo to že težko sprejeti, če je to sploh res, ali pa če si on to sploh iskreno mislil. Zakaj? Zaradi moje zgodovine. Imela sem brata, ki mi je vedno govoril, da sem majhna, debela in grda. In ko sem gledala vsa ta leta, ko sem to poslušala, ko sem gledala v ogledalu, sem dejansko tudi to videla. Torej, ne delite tega, kar mislite. Potem si bodo vsi mislili, kako ste dejansko naumni. Čeprav je to bila laž, velikokrat ponovljena laž postane zakon. In jaz sem to verovala. In jaz sem tudi se tako obnašala, kot da je to res. Kot teenager, kot najstnica, sem bila bolj samotarska in ne bi niti pogledala fanta. Svoje knjige sem same nosila in se fokusirala na svoje. Ampak Bog je deloval na moje srce in mi dal, da naj nekemu fantu dam priložnost. In tako sem se obrnila proti Jimu in rekla, živijo. To je bil prvi fant, kateremu sem to storila. A je bil to Bog, ki me je spregovarjal, ali je to moje meso nekako? Nekoč sva šla na zmenki, sva igrala tenis in zelo sva se zabavala. On ni govoril teh slabšalnih besed kot moj brat. On je vedno rekel, povej mi, kaj misliš o tem, pa on je vedno me je izzival. Bog mi je dal to modrost. On je bil mladostnik, tako kot jaz. On ni razumel vseh reči, tako kot jaz v življenju. Tudi vi se lahko spremenite in cenite vašo ženo, da se vrnete na tisto začetniško ljubezen in ponovno usplementi ljubezen v vaši ženi. Torej, Jim me je peljal ven in čez čas sem se počutila varno, da izrazim, kar mislim.
In potem je on rekel, wow, zelo inteligentno, všeč mi je, kar praviš. Vse te reči so me vedno bolj odpirale, da me je nekako cenil. Biti cenjen odpira srce ženske. In tako sem se zaljubila v Jima. In tudi vaša žena se ponovno lahko zaljubi ali pa se bolj zaljubi v vas, če ste dovolj občutljivi za delovanje Svetega Duha z vami. In da vam odpre vaše srce in usta, da ji rečete, da je lepa. Ko mi je on to rekel, da sem lepa, mi je tako igralo po srcu. Sicer zaradi moje zgodbe sem mislila, da sem grda. Moji bratje so rekli, daj si vrečko na glavo, da te ne bom videl. In ponovno. Dovoljkrat ponovljena laž, jaz sem jo verjela. Jim pa se ni prvič udal, ko sem jaz postala takšna in drugačna. Čeprav sem znotraj čutila, sem se upirala temu. Nisem verjela še. Ampak čez čas je resnica dostikrat ponovljena, postane resnica. Torej uporabite ta zakon. Vsa ta dejanja so mi pokazala, da me ceni. Po 5 letih, ko sva skupaj hodila, sva se poročila. In življenje se je spremenilo. In šla sem iz številka 1 na številko 2, 3, 4, njegovo podjetje, šport, prijatelji, karkoli že, je prišlo vse vmes med mano in njega. In dobro sem vedela, da nisem več tako pomembna kot nekoč. Poskušala sem se z njim o njemu pogovoriti o temu, pa je on to dal na stran. Ni se želel o tem pogovarjati. In ni bilo načina, da bi se z njim to pogovarjala. Tudi ko sem delila to, kako sem ranjena, je vedno bilo samo popolnoma zavrnjeno. Ali pa samo, Ampak 5 let, ko me je cenil, v najnem dvorjanju je bilo dovolj cementa, da sem se oklepala. Ampak bila je tukaj cena. Postala sem hladna. Distancirala sem se, da bi sama sebe vrvala, ker me on ne ljubi več. No, Bog je to videl in uslišal moje molitve. Preselila sva se v gore, v Montani, in tja sva šla, da bi ugotovila, če je Bog resničen. Želila sva ugotoviti, če lahko premagava najne napačne poti v najnem življenju. Če je Bog resnično moč in naj jo spremeni, da bi postala vedno bolj podobna njemu, da bi naj jo ponovno naredil po njegovem značaju. Ampak potem, ko sva porabila toliko časa pri Bogu, ga je Bog prepričal, da je on del najnih zakonskih problemov. Vsi problemi v najnem zakonu niso ljubili tega, kar jaz sem ali nisem naredila za njega, in on je odkril, ko se je prodal in sodeloval z Jezusom, priznal svoje napake in prosil za pomoč, da ga Jezus lahko spremeni. Bog je vodil Jima, da je on tisti, ki vodi. Bil je pripravljen se ponižati, da je Kristus njegova glava. In je spraševal Jezusa, Bog, kaj naj naredim? Bog ga je vedno potrpljal na ramena in mu rekel, pridi k meni, pridi k meni. In on se je temu odzival. In poslušal je, kaj mu Bog spregovarja, namesto tega, kar je prej počel. In naučil se je in izkusil je, kako delati Božjo voljo s tem, da izbira kooperiranje in se upira staremu načinu in reči ja Bogu. In tako se je naučil reči ne svojemu mesu, svojim starim načinom. Te stari načini nas nekako silijo same po sebi. Torej, da bi to nadomestili z Božjimi pravimi poti, se moramo naučiti, kako se obraniti, seveda v Kristusovi moči, ne v moji človeški volji na svojo moč. In Jim je delal z mano kot Kristus, ampak to ga je koštalo, tako kot bo tudi vas. Smrt sebi in upiranje starim načinom in se učiti sodelovati na nove načine. In tako je videl, kako se je ponovno unela ljubezen v njegovi ženi. In to ga je spodbudilo, ker je to resnično želel. Čeprav je padel v stale poti, počasi, ampak počasi je prihajal nazaj gor, počasi. In isto je lahko z vami. Jim pa je postal nevzdržen za mene, ponovno.
ker me je cenil. To je zelo pomembno ženi. To je cement, ki drži najin zakon skupaj. In ko težki časi pridejo, ali pa ko so suhi časi za ljubezen, lahko to preživiva, zaradi tega, ker tudi jaz moram Bogu se predajati in tudi jaz moram apostole 9:6. Ta nasvet deluje za oba dva. Torej, biti cenjena je zelo pomembno, dokler najne stvari v zakonu niso rešene z najnim podrejanjem Bogu. To je prvi princip, da ljubimo Boga. Druga stvar, da prioritizirate vašo ženo, da je pomembna, in to je bila manjkajoča komponenta za Bila. Ampak vsaka žena si želi biti pomembna svojemu možu. Ljubezen se prebudi, ko ona verjame, da je številka 1, ne samo v besedah, ampak tudi v dejanjih. Ljubezen se prebudi, ko ona veruje, da je ona številka 1. Torej, vaša žena mora postati center vašega življenja. Oha, to pomeni, da je nekdo v tem fokusu poleg mene. Ja, za moškega je doskega to težko. Ampak pri Bogu je to mogoče. To je esencialna sestavina, brez katere se ne moreva ljubiti. To pomeni kaj? Kako to izgleda? Pridete domov ob času, ker je to pomembno njej. Želite se še pogovarjati s svojim sodelavcem, ampak ta pogovor prekinete, tako da ste lahko doma ob času za svojo ženo. Naučiti se morate biti s Kristusom v vas, da se koncentrirate na njene potrebe in ne samo na svoje. Ne samo vi in nič nje, ne samo ona in nič vi, ampak balans. In Bog vam bo pokazal, kakšen je ta balans v vašem življenju. Pridite domov, pozdravite svojo ženo tako, kot ona želi biti pozdravljena. To je kot prvo. Za nekatere ženske je lahko to, ki so morda pripravile kosilo, morda bi za njih bilo dobro, če bi pospravili posodo. Poglejte, kaj bi bilo za njo. Odprite perspektivo, da bi videli njene potrebe. In ko jih vidite, potem vas ponavadi Bog treplja po rami in vam kaže, tu, ki bi lahko pomagate svoji ženi. Torej, storite to. Morda vaša žena potrebuje pomoč pri otrokih. Ste pripravljeni, voljni, ali to nekaj, kar ne marate? Ni važno, če ne marate. Če vas Bog poziva, da to storite, da jo zmasirate po hrbtu. Sebično koncentriranje na sebe je bilo to, kar je Bil naredil Barbari. In poglej, kaj vse je on izgubil. Vi ne želite tega izgubiti, vi ste prepametni. Bil je prišel in menil, da so njegove potrebe ekskluzivne in nujne in da ona ni pomembna. Edini fokus, ki ga je Bil imel, je bil jaz. Samo centriranje na sebe. Vendar kar je pomembno in se tiče vaše žene, more postati pomembno tudi vam. In vi se lahko to naučite, ker je Kristus vaš učitelj. Zapomnite si. Karkoli pa naj gre to za storitev, darila, popravila doma, kar je pomembno. To bo postalo pomembno tudi vam, ker vi želite pokazati, da jo ljubite. Zapomnite se njen rojstni dan in praznike in posebne dogodke. Pokažite ji, da je posebna, ne samo govorite. Ljubite in imejte veselje v temu, da jo osrečujete. In tudi je, ko to izkusite, potem to dobite. Potem je to resnično nagrajuje. Jaz sem tako blagoslovljen, ker moj Jim je zelo primeren v vseh teh rečeh. Kaj je torej to načelo? To lahko najdemo v Efežanih 5:33. Vsak posamezni naj ljubi ženo svojo tako, kakor sebe. Karkoli torej storite za sebe, bi morali biti pripravljeni isto storiti za njo. Kupujete srajco brez da jo vprašate, torej se ne pritožujte, če si ona kupi srajco zase ali pa bluzo. Ko si vi kupujete telovadne pripomočke, no morda potem tudi ona kaj potrebuje, pa se boji vprašati za to. Bog vas lahko naredi zavedne za to. S tem pokažete, da jo ljubite tako kot sebe. Ne boste samo sebi postregli osenih kosmičev, ampak boste pogledali, da tudi njo prej postrežete, če vas Bog k temu navdihuje. Aha, to pomeni se koncentrirati na Kristusa, da vam Sveti Duh govori, kaj naj storite. Radi imate ženo,
ko je bila nekoč drugačna, takrat ste jo imeli radi, ko ste se spoznavali, po poroki pa ne bo točno taka kot vi in mislila kot vi in delala kot vi in ljubila vse stvari, ki jih vi ljubite. Kaj se zgodi, če ona ima rada nekaj, kar vi nimate? Vas to zanima? Delate kakšne stvari, ki zanimajo tudi njo, ali delate samo športne stvari, ki zanimajo vas? Kako bi izgledalo ljubiti svojo ženo kakor sebe? No, Bog vam bo pomagal. Ali ljubite svojo ženo tako, kot si ona želi biti ljubljena? Ali ljubite njo tako, kot vi želite ljubiti njo? Kako to izgleda? Torej, če ima ona rada, da ste doma za kosilo, ki ga pripravi, potem prijete pravočasno ali kaj storite? Vas zanima, da ste pravočasni? No, to izgleda tako. Ona se počuti ljubljeno takrat, ko pomagate in se igrate z otroki. Torej, kaj je vaš fokus? Če se ona rada mucka, samo zaradi preprostega užitka, brez plačila, kaj bi vi storili? Boste senzibilni za njene potrebe, za stvari, ki jih ona ima rada? Boste s tem prinesli balans v svoj zakon? Bog vam bo pomagal, da odprete svoje oči in lahko rečete, ljubim te na veliko malih načinov, ki bodo zelo pomembni za njo. Radi dajete darila, ampak ona potrebuje besede potrditve. Morda ste introvertirani, a je to sploh bistveno? Ali lahko Bog ponovno ustvari to v vas? Ali lahko to v vas naredi, da boste pozitivno spodbujali ženo? Kaj bo pridobilo srce vaše žene? Da jo ljubite po svoje ali tako, kot ona potrebuje? Želite izgubiti svojo predano žene, tako kot je to storil Bill? Res je, to vas bo nekaj stalo. Vi se jo radi nežno dotikate, ampak njej pa bolj všeč, če bi odnesli smeti, ker je to šibkost v vašem značaju. In ona se bo počutila bolj ljubljeno, če boste to storili. Če se jo nežno dotikate, ne boste dobili njenega srca, ker ona ne bo čutila te ljubezni. Če pa boste odnesli smeti, potem res potrebujete Božjo modrost, kaj storiti. In Bog vam bo pomagal, ko ga iščete. Ker je pomembno njej, zato boste to storili in izpolnili. In Bog vas bo vodil. Potrepljal vas bo po rami, vam dal misli v glavo. In nekatere te reči bodo morda neprijetne za vas, ampak razmislite, kdo vam daje to misel? Vi želite odnesti smeti. Vi ste zelo dobri v tem. Ampak vaša žena želi videti, kako nadzirati svoj temperament proti njej, da se ne bi takoj razburili proti njej. Pokažite sočutje do nje, kar bo kupilo njeno srce. Bog vam bo povedal. Porabite čas z njim. Vi si želite, da bi jo peljali ven na večerjo. To vas ne košta, da se je treba pogovarjati. Ni vam pa treba veliko dejanj pokazati. Ona pa si morda želi čas z vami samim doma. Vi pa se temu upirate in ni vam všeč. Mislite, da vam ni všeč. Tako vas hudič hoče, da loči vaš zakon. Torej morate začeti presojati, čigave misli so čigave. In se odločiti, da je vaš Gospod. Naj vas Bog vodi in rečete ji, ljubim vas na način, ki je njej bolj pomemben kot vas. Ljubite svoje žene tako kot sebe. Vaša žena mora biti pomembna. Vidite to. Vaša žena mora slišati in videti v vaših dejanjih, da si ti edina moja ženska. Ne samo v besedah, ampak v dejanjih. Predanost vašemu zakonu za vekomaj. To pomeni, da ne uporabljamo besed ločitev. Predanost je varnost. To daje mir in zaupanje v vaš zakon. Satan je pa tisti, ki uporablja besedo ločitev. Torej prepoznajte vir te misli in uprite se temu v Kristusu. In tako boste namesto tega najdli, kaj lahko naredite. Uporaba te besedve L je tisto, kar ubija ljubezen. Vprašajte in spremenite, kaj Bog od vas želi, da storite. Naučite se delati, vse filtrirati preko Boga, preden spregovorite. Biti zvest je zelo pomembno. To pomeni, da ni drugih ženskih prijateljic. Morda vam je všeč, da pišete SMS-e sodelavki v službi, ker ima dobre misli, ker ste
To pomeni brez takih prijateljic. Radi greste na pohod, vendar vaš sosed, njegova žena bolj rada hodi na pohode, torej vzemete njo. Ne, brez prijateljic. Vaša žena mora vedeti, da je ona edina ženska in prijateljica. Torej, predanost pomeni, da smo pripravljeni se spremeniti, da gremo do Boga, da se Bog dotakne tega občutljivega dela, kot je temperament, ali pa, da imate radi več žensk. Ali Bog želi, da imate več žena? Ne. Aha. Preveč obrazujem, preveč črno-belo? Ni važno, kaj jaz mislim, ni važno, kaj vi mislite. Važno je, kar si Bog misli in kaj piše v njegovi besedi. Torej, iščite, kaj je resnica in bodite ojačeni z njegovo Kristusovo močjo. Jim je zelo predan meni. Včasih ga je zelo dražilo in je veliko krat uporabil besedo L. Veste, zakaj je to uporabljal? Zaradi pritiska, zaradi nadzora, da bi prekinil komunikacijo, ni se želel pogovarjati, ni želel iti na tisto področje. Torej, kdo vlada? Bog ali jaz? Jaz. In to boli in to podira zakon in ne izgrajuje ga. Mi se lahko spremenimo. Teh stvari ne počne več. Spremembe so pokazale, da me resnično ljubi in da je predan najnemu zakonu. Naj vam povem, da se je to naučil v svojih 60 letih. Torej, nikoli nismo prestari, da se naučimo nove poti. Božja moč nas lahko ojača v vsem tem, kjerkoli smo na starostni lestvici. Premladi, prestari, to so samo izgovori. Božja moč lahko to spremeni. Jim in jaz se pogovarjava, kako bo, ko bova v 90-ih in kako bova skupaj takrat, kako bo izgledalo življenje. Prihodnost je tudi najna, v predanosti. Naj vaša žena ve, da ste vi predani temu, da se boste spremenili. In naj majhni korake vodijo velike korake. Četrta stvar, da odstranimo vse te ljubezenske ubijalce. To ni samo ta beseda L. 1. Peter 3:7 piše, dajte ji čas kot sodedinje Kristusove milosti, odpuščanja. Če je vaša žena 5 minut pozna, da vas pobere pri zobozdravniku, kaj storite? Ne si misliti hudega, ne biti jezni, ne je poniževati. Namesto tega, ko jo vidite, se obrnite k Bogu in Bog vam bo dal besede, ki jih povejte. O, draga, si v redu? Ponavadi nisi pozna. Tako boste vašo ženo pustili, da je odprta in vam bo povedala svoje razloge, zakaj je 5 minut pozna. In zakaj ste morali 5 minut čakati? A je res 5 minut tako grozno, tako težka reč, da bi jo storili za svojo ženo? Namesto vrveža, mesenih besed, kar vas podbuja meso, in mimo grede to hudič, ko govori preko vas, lahko rečete njej, kaj se je zgodilo? In ona vam bo razložila. Satan želi povzročiti boj in odtujevanje. On pritiska te gumbe, ki nam kažejo, da nas vodi jaz in ne Bog. In to bo škodovalo vašemu zakonu. Saj ne želite škodovati vašemu zakonu ali vaši čudoviti ženi. Spoštljivo govorite besede, da jo ljubite, namesto ljubezenskih ubijalcev. Seveda naredite napake in odpustite sami sebe. Ne samo male reči, včasih tudi velike stvari. Odpustite si. Ali vaša žena si ne zasluži isto? Bog vam bo povedal. In on bo odprl tudi vaše oči, da bi to videli. Kultivirajte nasprotje in občudujte jo. Ne jo uničiti. Ali to bolje, kot da gremo po poti odtujevanja in te hladne zadržanosti, ki jo naredimo zato, da bi same sebe obranile? Nekateri moški držijo svoje žene na tesni poti in morajo delati vse točno tako, kot možje mislijo, da bi morali delati. In če tega ne delajo, potem pridejo grozne besede in zlobne besede in to uničuje zakon. Poglejte, kaj je to storilo meni v mojih odraščajočih letih. Torej, poniževanje in sebičnost vse ubija
ljubezen. Lahko kaznujete točno tako kot moj Jim. Pa zavrtite svoje oči. To lahko tudi pritiska na vašo ženo. Ali pa je lahko spodbuju njej, da se upre. In potem spet bremenite njo za to. Ampak to je pozabljeno, seveda. Odpuščate sebi. Torej, tudi za njo pripravite prostor, da oni delajo napake. Komunikacija. In da vidimo reči drugačno. Imate problem v vašem zakonu s tem? Bodite v Kristusu in poskušajte razumeti, kaj vam ona skuša povedati. Stopite ven iz sebe in iščite z Bogom v srcu, kaj ona skuša povedati meni. In Bog vam bo dal modrost. On odkriva skrivnosti. To je veliko bolje, kot pa, da prekinemo komunikacijo, kaj ne? Naučite se v Kristusu prekiniti s temi ubijalci ljubezni. In veliko večjih je kot samo te. Gradite sigurnost v vašem zakonu. Rešujte probleme. Gradite ta soliden zakon in tako boste postala dinamičen duo. Potrebujete jo, kaj ne? In ona potrebuje vas, kaj ne? To si moramo povedati, kako sva drug drugega ceniva in se potrebujeva. To bo veliko stvari rešilo. Če bi le bil filtriral svoje misli in komuniciral ljubeče besede in dejanja namesto ubijalcev ljubezni, če bi delal z njo, tako kot če bi Bog delal z njo, kakšna razlika bi to bila v njunem zakonu. 5. reč. Možje, poskusite razumeti svoje žene. To poslušanje ni samo poslušanje, da gre nekako mimo vas ali pa z pol srca, ampak poslušajte, da bi slišali svojim srcem. To pomeni, da ste vključeni, da ste motivirani, da pokažete ljubezen. In Bog vam bo pomagal, da to razumete svojo ženo. Veliko bolje, kot si kdajkoli sami lahko. Verjetno bi tudi sami obupali, če bi bili samocentrirani. Z Bogom pa boste potrpežljivi in se boste naučili. In se naučili, kako ljubiti vašo ženo bolje. Možje, ljubite svojo ženo na razumevajoč način. Vprašajte, kako je bil njen dan. Poglejte v oči. Ne samo, ko ona leti za vami, ko delate svoja opravila. Vprašajte jo, poglejte v oči in dajte ji čas in srce in svojo polno pozornost. In poglejte, kaj si ona misli. Kaj je ona ima rada? A veste, kaj je pomembno v vaši ženi? Kaj je njen najljubši ljubezenski jezik? Hranite ta ljubezenski jezik. Pozna on vaš ljubezenski, najljubši ljubezenski jezik. Ste ji to povedali? Navade se morajo spremeniti, če želite boljši zakon. Postati morate boljši prijatelj, najboljši prijatelj, kolikor ste lahko, kot mož. S tem, da je Bog vaša glava, vas usmerja, vam daje modrost in vam daje moč, da se spremenite in postanete to, kar vas Bog želi, da ste. Brez izgovorov, kaj ne? Vse lahko storimo. Sigurno se bo vaša žena ponovno zaljubila v vas, če boste poslušali z razumevajočim srcem. Bog je Jima naučil, kako naj ponovno ogreje razumevanje v meni. Poslušal me je, vzel si čas, imel svojo osebno molitev, potrudil se je, naredil je svoje načrte, kako se bo drugače odzival naslednjič in dal Bogu priložnost, da ga prekide, in sodeloval je z Bogom, ko ga je potrepljal po ramen. Morda se je kdaj kje bojeval ali pa se je prepiral z Bogom, ampak predal se je Bogu. Naredil je Božjo voljo in Bog je vstopil in ga ponovno ustvaril vsakič, ko je klical k njemu. Dajte nekaj individualnosti svoji ženi. To je Jima koštalo veliko, da se je uprl svojim potom, da je raje se ugriznil v jezik, kot pa da bi preprečeval mene o tem, kako bi se on odzival v določeni situaciji. Prenehal je prekinjati komunikacijo. Veste, kaj to ženski stori? Razume me. Čudno je, čuden je, ampak spreminja se, poskuša. Oj, to zelo odpre žensko srce. Upanje je. Upanje, da bo najin zakon to, kar Bog želi, dinamičen duo. Obstaja upanje, da me ljubi.
Začel je ponovno spraševati mnenje, kaj misliš o tem, onem, ker mu je Bog dal na srce. In presenečen je bil, da je odkril, da imam inteligentne stvari, ki jih lahko prispevam k njegovim mislim. Pa naj gre to za biblične vrstice, ali pa kako uporabiti biblično načelo, ali kako popraviti stol, ki ni želel stati skupaj. Da, naučil se je, da sem inteligentna in da mu je mar za njega, da ga poslušam, da ga poskušam razumeti. In to je cenil. In tako je to počel še več. Jaz sem mu pomagala pri njegovih ilustracijah, njegovih pridigah, knjigah, mu dala ideje in njegovih koncepti in zamisli so bile pod vplivom tudi mojega inputa. In zato je bil boljši moški. To je moj moški. Ko lahko spoštujemo svojega moškega na ta način, potem lahko rečemo, to je moj moški in smo lahko ponosni, da je naš, samo moj in jaz sem samo njegova. Bog želi vam pomagati, da odprete drug drugemu srce. Ampak moški, sedaj govorim vam, da pričnite graditi svoj zakon na temelju Kristus v meni, upanje slave, ki nas lahko spremeni in modrost, da vemo, kaj so dejansko potrebe naše žene. Jimovo razumevanje je najdlo novo dimenzijo in moč za spremembe. 46 let sem imela in postala sem hormonalno bolj emocionalna in hormonalno nelogična. In moja odločitev je bila, da ne bom storila nič in da bom šla skozi te hormonske spremembe in storila nič, kar je bilo normalno. Motila sem se v svojem konceptu, ampak resnično sem verjela to. In 2 leti sem tako živela. Dokler to Jima ni jezilo, ker sem bila hormonalno neuravnovešena in neracionalna in da sem tako hitro bila prizadeta, da je Jim poklical zdravnika za sestank, poklical je ginekologa in se zmenil. In povedali so mu, da je to za ženske. Pa rekel, ja, želim datum za mojo ženo. Sam je prevzel to breme, da je zrihtal datum, da me prepriča, da potrebujem in se grem pregled in da potrebujem pomoč. Jaz sem se počutila ranjena in emocionalno uničena. Ko sem se pa spravila k sebi z rečmi, ki so mi pomagale in sem se hormonalno stabilizirala, sem postala logična in sem videla napake mojih poti. Ampak on je moral to preživljati, živeti s tem skoraj 2 leti, preden je Bog dosegel mene. Torej, če Bog vodi moškega, to je pravi moški. Tole ne gre vedno samo za to, da se strinjate s svojo ženo, ampak da storite to, kar vam Bog pravi, da storite. V 2017 sem si zlomila zapestje. Vidite poškodbo. Drsala sem se z vnučki in ne bi smela tega delati, ampak smo se lovili po ledu. In moj vnuk se je ulegel na led, ker je vedel, da ga ne morem doseči tako nizko. No, ja, jaz sem bila prepričana, da ga lahko in sem se prepognila. Moje noge mi je spodneslo in pristala sem na led. Ko smo iz Montane šli nazaj v Colorado in po 2 tednih so me morali operirati, ker se ni zdravila. Vstavili so me ploščico noter, ker sem pretiravala v svojem življenjskem slogu. Naj vam povem, razvajala Jima, on se ne znajde dobro v kuhinji, torej ga tudi ne sprašujem. Vse kuhanje, vse stvari doma jaz počnem. Torej z mojo desno roko, mojo glavno roko, sedaj nesposobljeno, mi je Jim mogel pomagati v veliko rečeh. Nekaj stvari sem same lahko storila, ampak nisem mogla lupiti korenje, krompir, nisem mogla stresti preproge, torej mogel Jim pomagati v veliko rečeh. Tudi za njega je bil to velik izziv, ampak njemu je vladal Bog. Bog, kaj naj storim? Jaz lahko to storim. Nočem tega storiti, ampak lahko to storim. Nekaterim izmed žensk se je Jim smilil in so mu naštimale juho, da si je lahko pogrel juho. Ampak ni vsak obrok bil pripravljen od drugega.
Skoraj se mogel naučiti, kako pripraviti prehrano. To je storil zaradi tega, ker me je ljubil. Mislim pa, da največji in najtežji test za njega je bil to, da je ta roka bila nefunkcionalna. Jaz sem si vsak večer v navijalke navijala lase, torej sem pretepovala roke. Njemu sem pa sedaj morala ukazati, povedati, kako naj to ovije. Ampak Jim je nekako smejen, rad se malo heca. In namesto, da bi on to tako zvil, je zvil tako po nekih frizurah, ki niso sicer glih moje, sem mu rekla, lej Jim, potrebno je, da tako zviješ, nimam rada svoje nove frizure. Torej Jim se je mogla predati, umreti sebi, Gospod, kaj naj storim? In prišel je do te naloge in se naučil, kako moje lase zelo lepo urediti za čas mojega okrevanja. Dokler ni gips in bolečina in vse je šlo. Dokler se nisem vrnila nazaj k svojim službam, kuhanja in pospravljanja. Celo moje nohte mora upiliti. Moški, kako bi se vi radi naučili živeti in razumeti, kako vaša žena živi in ji pokazati svojo ljubezen, če bi to bili vi? Bog vam lahko da moč, ker naj Bog vlada in ne menedžira človek. Moški, da nas razumete, je nam to zelo pomembno. Dober zakon je potrebno, da oba dva sodelujeta, kaj ne? Upam, da so najne ilustracije pomagale tudi vam videti, kako vam Bog želi pomagati. Mislim, da vam Bog želi povedati, morda morate to spremeniti na tem področju. Osredotočiti se na njo, ali je mogoče, da se Bill spremeni. Naj vam povem nadaljevanje te zgodbe. Bill je na koncu videl, da je on velik del problemov v zakonu. Priznal je to, ni tega ignoriral več ali pa zanikal. In tako je šel k Bogu in se podredil Bogu in pustil, da je Bog Gospod nad njim. In to je bilo njemu težko, ker je on bil vedno tisti, ki je komandiral. Verjel pa je, da z Bogom se lahko spremeni. Torej prišel domov, porabil resen čas z Bogom, molil, da bi razrešil vse te reči z Bogom in se odločil, da je njegova žena in zakon se potrebno za njega bojevati. Tako se je naučil novo pot. Soočil se je s svojimi problemi. Vedel je, da mora Bog biti prvi v tej računici, da služimo Bogu, ali ni to prva stvar? Priznal svoje napake Bogu in potem svoji ženi, Barbari. Drugo je bilo sicer teže kot prvo. Obljubil je, da se bo spremenil in da se bo osredotočil na njo. Opravičil se je za svoje besede in dejanja in resnično je poskušal stvari spraviti na pravo pot. Barbara mu ni verjela. Ostala je hladna in na distanci in nadaljevala svoj odnos. Bill je postal boljša oseba. Porabil več časa z Bogom. Poskrbel, da je vsako jutro bil z Bogom in se navadil odzivati Svetemu Duhu. Vsak moment. In ne samo zjutraj. Vse te male pozornosti skozi dan. Domov je prišel ob času. Zanimala ga je njegova žena. In to iskreno. In spoštljivo je govoril z njo. In Kristus je podredil te slabe navade. Z Božjo pomočjo je naredil spisek njenih dobrih značajskih lastnosti. In presenečen je bil, koliko dobrih lastnosti njegova žena dejansko ima, za katere prej nikoli jih ni opazil. Samo pričakoval jih je, ker je on skrbel za njo. Torej se je naučil nove načine razmišljanja. Pričel je skrbeti za dom, popravilo doma, kar je bilo sicer na dnu njegovega in na vrhu njenega spiska. Vse svoje misli, občutke je filtriral z Boga, preden se je odzival. Njegova žena je še vedno ustrajala s Frankom. Skeptična je bila glede njegovih motivov. In res se je spraševala, ali je to res, ali bo to trajalo, ali se bo zelo hitro povrnil na stara pota. Bill je prenehal moledovati in jo prositi, da naj pride nazaj domov. In naučil se je, da je
pustil, da naj jo Bog vodi. Sprejel je Božjo roko. Njegov motiv sedaj, da ji sledi, so bili sedaj pravi razlogi. Niso bili več zato, da bi si kupil njeno bolezen. Želel je zadovoljiti Boga na prvem mestu. Vidite razliko v motivaciji? Ni bil več sebičen. Bog je to pomagal, ampak on je moral vsakeč izbrati. In vsakeč je Bog hotel košček tega. Ni več iskal svojega bil. Fokusiral se je na Barbaro s pravimi razlogi. Če se Barbara ne bi vrnila, bi naprej iskal Boga in ta odnos in to krščanstvo. Brez nje. Bog je naučil, kako imeti razumevajoče srce, da posluša svojimi ušesi in svojim srcem. In v Kristusu je Barbara postala vedno bolj pomembna za njega. Sedaj pa resnično cenil Barbaro. In Barbara je to zaznala, videla je to. Bala se je, da bi to verjela. Sedaj se njeno srce spreobrača in ona prihaja k Bogu in rekla, kaj naj storim, Bog? A je to res? Lahko to preizkusim? In Barbara je to storila. In čez čas je bila prepričana, da je to resna in iskrena stvar, da je on nov in drugačen v Kristusu. Naj vam povem, da se to ne zgodi vedno v zakonih. Včasih so žene tako ranjene in tako brez upanja, da morda zakona to ne bo obnovila, ampak v tem primeru se je to zgodilo. In naj vam dam upanje, da se to lahko zgodi tudi z vašim zakonom. Ne glede na to, v kakšni meri je to z vami. Barbara je spoznala, da ima novega bila. Sedaj je bil zelo privlačen. Sodeloval je in se predajal Bogu in sosredotočal se na njo. Sam sebe je podrejal Bogu in sam postajal kot Kristus. Jezus Kristus je bil temelj, ki je prineslo novo življenje Bilu in hkrati tudi v Barbaro, ker je tudi Barbara to sprejela. Bog je vir novega življenja za tako moža kot ženo. Bil v Kristusu se je odprl in odprl Barbarino srce in ponovno se je zaljubila vanj. Moški, morate razumeti, kako odpreti srce vaše žene. Bog vas uči. Božanska moč je vaša podpora, vaša moč, da gre tukaj lahko za resnično pravo življenje, da smo pravi kristjani. Skrbeti za njo na prav način. Pozamimo, vsaka ženska si želi teh 5 osnovnih reči od svojega moškega, da je cenjena. To je zelo pomembno. Da je vaša prioriteta v življenju. Da je zelo pomembno, da ste predani. Odstranite te ljubezenske ubijalce z Božjo pomočjo in da ste razumljeni. Vsak človek v svojem srcu joka, pa če to reče ali ne, prosim, razumi me. Ko se počutijo, da jih razumemo, se počutijo ljubljeni. Bog nas razume v naših problemih, se počutimo ljubljeni. Zato se zaljubimo v Jezusa in zato počnemo njegovo voljo. Če Bog lahko to naredi za Billa in Barbaro, za Jima in Sally, lahko to stori tudi za vas. Bodite pogumni. Rada bi končala s 5 vprašanji, ki si jih sami sedaj zapišite. Ali veste, kako odpreti ženino srce? Bi vaša žena rekla, da se osredotočate na njo sedaj? Bi rekla, da potrebuje kakšne spremembe? Vprašajte jo. Vprašajte. Tretjič. Kaj boste danes storili, da boste ljubeči do žene? Imate voljo se spremeniti? Imate odprto srce za Božjo modrost, njegov intelekt in njegov um, po Božji besedi? 4. Boste iskali nov način življenja s svojo ženo, na nov in razumen način življenja s Kristusom. 5. Od 1 do 10, kako bi vaša žena ocenila vaš zakon? Kako vi ocenjujete vaš zakon? Postanite dinamičen duo, za katerega Bog želi, da postanete in je namenil. Kristus stvarnik, ki reče in tako je,
bo na novo ustvaril vsakega, ki pride k njemu in bo sledil njemu, ga prijel za roko in ga tako mu dal moč. Zanimivo življenje imate pred seboj in molim, da bo Bog vsega tega mesa je sposoben vas spremeniti in če to verjamete, stopite v ta izziv in izkusite to. In naj vaša žena ve, kako jo ljubite. Božji blagoslov.